Mateja Vanzo, ženska članska reprezentanca, se je izbrala na Rogli, kjer se po letu 2006 znova začenja lov na evropsko prvenstvo. Slovenska ženska reprezentanca tam še ni nastopila. V štabu poudarjajo, da je to nova velika priložnost za takšno uvrstitev. Gotovo, velika priložnost je, spremenil se je sistem kvalifikacij, tudi na prošnjo Košarkarske zveze Slovenije, da so na FIBA Euro prisluhnili našim argumentom in veseli nas, da so zdaj vse reprezentance neposredno v igri za preboj na evropsko prvenstvo in upajmo, da bomo to priložnost izkoristili. Dejstvo je, da dve ekipi od 5 potujeta na evropsko prvenstvo in naredili bomo vse, da uresničimo ta načrt in res presenetimo iz ozadja in Slovenijo prvič v zgodovini po 20 letih samostojnosti Košarkarske zveze popeljemo tudi na evropsko prvenstvo v ženski konkurenci. Še tretje reprezentančno poletje pa bo ekipo vodil Boris Zrinski. Z Borisom Zrinskim smo se zelo hitro dogovorili za novo sodelovanje in sicer še do konca nove akcije. Bodisi bo to do konca teh kvalifikacij, v primeru pa, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo, pa potem normalno vključuje sodelovanje tudi to tekmovanje. Kar pa se tiče prihodnosti, bolj ali manj jasno, da je Borisov naslednik Damir Grgić. Mislim, da je čas, da po vseh uspehih, ki jih je dosegel tako z celjskim klubom kot z reprezentancami mlajših starostnih kategorij, pride na vrsto in mislim, da bo potem prišel tudi njegov čas, medtem ko pa je naše stališče to, da ženska košarka mora v Sloveniji napredovati vsako leto. Tako klubi kot zveza se vsi trudimo, da bi temu bilo tako in res upam, da tudi v teh težkih finančnih pogojih in težkih časih, ne samo za šport, ampak mogoče še posebej za športe, ki niso tako v ospredju, kot je ženska košarka, da dokažemo, da tudi te športi sodijo med velike in da bomo na ta način lahko naredili uspeh tudi na tem področju. Katere pa so bistvene novosti, ki ste jih vpeljali v letošnje priprave za te kvalifikacije na evropsko prvenstvo? Ja, predvsem se trudimo vsako leto dodati kakšno novo stvar oziroma žensko reprezentanco približati moški. Mislim, da smo tukaj zelo uspešni, tako pri sami opremi kot pri hotelih, ki jih zbiramo, pri vseh nastanitvah, pri načinu potovanja. Recimo letos smo uvedli tudi prvo slovensko reprezentanco v košarki novost in to je 3D tehnika pri skautingu, pri snemanju treningov, pri ogledih tekem. Pridobili smo vso potrebno opremo in glede na to, da je selektor Boris Zrinski IT-ovec, ki res ljubi tehniko, vse povezano z računalniki in sodobnimi orodji, mislim, da je fenomenalen primer poskusnega zajčka, ki bo znal te novosti vpeljati na nek pravi način. Ekipi se je na Rogli tukaj pridružil tudi Tomo Orešnik, ki je v letošnji sezoni dobro krmaril barko Triglava. Ja, tudi ta zamenjava sodi, oziroma ta novost sodi v sklop krepitve reprezentance, nedvomno glede na to, da si bodo tekme vrstile v ritmu sreda-sobota. En sam asistent ne bo dovolj, zato smo se tudi odločili, da ekipo okrepimo in prepričan sem, da je bil Tomo odlična izbira, da bo skupaj z Borisom Zrinskim kot selektorjem in pa prvim pomočnikom Emirjem Haskićem tvoril odličen trio, ki bo to reprezentanco z strokovnega vidika pripravil tako, kot je potrebno. Se boš prijel. Bo. Si. Z izjemo Daliborke Jokić, Rebeke Abramović in morda Nataše Radulović, ki je napovedala svojo upokojitev, so se tej akciji pridružile vse najboljše slovenske košarkarice. Verjetno je to dober obet. Vse bo še pol to vprašanje, vse lahko začnemo, bo še že rezu. 6-4, ja veš, isto vprašanje, težko je. Ja, seveda je dober obet, praktično smo samo brez Daliborke Jokić od teh, na katere smo računali. Nataša Radulović je že prej objavila, da se poslavlja tako od aktivnega igranja košarke in s tem tudi reprezentance.
Zelo nas veseli, da so vse ostale najboljše se zmogle dogovoriti s svojimi klubi, oziroma konkretno Tjaša Gortnar z Univerzo Georgia Tech. Tam je bilo sprva kar nekaj težav, potem smo jih skupaj premostili, se dogovorili z njeno trenerko in pa z vodstvom ekipe. Moram pa reči, da je tukaj največji del upravila sama, torej Tjaša se je res je naredila vse za to, da je prepričala vodstvo njene šole, da ji omogoči sodelovanje v slovenski reprezentanci, tako da lahko rečem res hvala vsem puncam, da so se odzvale in jasno, upamo, da nam bo uspel veliki met, torej uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Slovenija bo najprej potovala v Belgijo, nato pa po zamenjavi vseh terminov in dogovarjanju sledijo 4 zaporedne tekme na domačih tleh. Ja, to je bila naša želja, da spremenimo te termine in s tem dodatno racionaliziramo stroške in pa imamo posledično tudi večje možnosti za preboj na Evropsko prvenstvo. Sej verjetno bo zelo pomembna že ta prva tekma z Belgijo in ob lepi popotnici, torej zmagi, imamo že iz psihološkega stališča precej veliko rezervo, kar pomeni 4 domače tekme, potem 2 povezani gostovanji v Litvi in na Nizozemskem in pa za konec še gostovanje na Slovaškem. To je edino gostovanje, na katerega se odpravljamo z avtobusom. Vemo, da nismo prvi favoriti te skupine, napadali bomo iz ozadja. Prve favoritke so nedvomno Litovke, v nekih normalnih pogojih bi v to skupino nedvomno sodila tudi Slovaška, ampak na tamkajšnji zvezi imajo precejšnje finančne probleme. Na podlagi česa ste se odločili, da bo do slovenske tekme odigrane v Kranjski Gori, Slovenskih Konjicah in še na Ježici? Ja, Kranjska Gora je že naše stalno središče za priprave. Žal ni več središče ženske košarke, ampak upam, da to tudi bo. Razmere tam za delo so izvrstne, tudi dvorana omogoča in odličen TV prenos in tudi sicer odlično udobje gledalcem in igralkam. Kar se tiče Slovenskih Konjic, so nas iz tamkajšnjega zavoda za šport kontaktirali željo, da bi nekako ovekovečili 20-letnico prve tekme, ki je bila odigrana v njihovi dvorani. Zato bomo na ta dan odigrali tudi eno tekem moške reprezentance do 20 let, ki se bo pripravljala na Evropsko prvenstvo. Dvorana Ježica oziroma prestolnica pa je bila izbira predvsem zato, da se zahvalimo neki tradiciji, ki velja z ježiško košarko. Tudi Ježica dela dobro z mladimi in mislim, da si zasluži eno od tekem. Veseli pa nas jasno tudi dejstvo, da smo se za tekmi z Litvo v Kranjski Gori in pa z Slovaško v Ljubljani uspeli dogovoriti s TV Slovenija. Še vedno pa ostaja odprta tudi opcija, da bo naša nacionalna televizija prenašala še tekmo 5. kroga med Slovenijo in Belgijo, ki bo prav tako odigrana v Kranjskogorski dvorani Viterenc. Kot direktor članskih reprezentanc pa boste letos nekaj več časa sami tudi namenili tej ženski reprezentanci, preživeli z njo nekaj več časa? Ja, mislim, vsako leto je namenim precej časa v obdobju, ko se same priprave ustvarjajo. To se pravi, da se uredi vsa namestitev, oprema, vsi potrebni papiri. To je bilo vedno v moji domeni. Žal pa je moji funkciji kar precej in predvsem se pokrivata časovno funkciji direktorja moške in ženske reprezentance. Tokrat te časovne ovire ni, zato bom z veseljem tudi sam fizično preživel več časa žensko reprezentanco in nekako kombiniral tudi moje obveznosti z reprezentanco mlajših članov, kjer bom letos pomagal po najboljših močeh. Po koncu obeh akcij bo pa šele na vrsti moška članska reprezentanca, tako da iz tega stališča bom gotovo lahko celega sebe namenil vsakmu od teh projektov. Morda še za konec, kaj napovedujete po koncu kvalifikacijskih bojev? Kje bo Slovenija pristala? Ja, želim si uvrstitve na Evropsko prvenstvo. Mislim pa, da ne smemo dati izjemno mladi reprezentanci, katere najstarejša igralka je Sandra Peršič, ki je letnik 1984, ne smemo dajati prevelikega pritiska. Vemo, da so reprezentance, ki so bile uspešne na zadnjih evropskih prvenstvih, bile praktično povprečno stare čez 30 let. Mi pa imamo izjemno nadarjeno mlado ekipo, katere čas bo nedvomno še prišel. Tako da, če se nam uspe uvrstiti na Evropsko prvenstvo,
Je to seveda idealno, ker bi v letu 2013 tako poleg domačega evropskega prvenstva lahko užival še v tekmah prvega evropskega prvenstva za ženske, ki se bi ga udeležila ženska reprezentanca.